Džanang Čigong znanost. Izvleček iz skripte Društvo za kakovost življenja Leteča želva. 9 značilnosti Džanang Čigonga. 5. značilnost. Džanang Čigong ne uporablja posebnih dejavnosti zavesti. Čeprav Džanang Čigong uporablja zavest, ne poučuje tišine in ne uporablja posebnih dejavnosti zavesti. Naprimer, nekateri sistemi čigonga uporabljajo dantjen, cirkulacijo okoli meridianskih kanalov ali opazovanje in vizualizacijo stvari znotraj in zunaj telesa. Ti sistemi zahtevajo uporabo posebnih stanj zavesti. Džanang Čigong pa terja le aktivno uporabo zavesti z mentalnim osredotočenjem na gibe, sledenje namenom gibov. Zavest uma se osredotoča na področje giba. S tem Džanang Čigong ne uporablja posebnih dejavnosti zavesti. Naprimer, pri zunanji stopnji Hunjan čija, ko vadimo dviganje in spuščanje čija, gre zavest uma ven, ko roke potiskajo navzven, ko roke potegnejo navznoter, se bo zavest vrnila v notranjost. Ko roke dvignemo, bo tudi zavest uma sledila navzgor in kadar jih spuščamo, bodo tudi zavest uma sledila navzdol. Z integracijo dejavnosti zavesti uma z gibi mobiliziramo integracijo telesnega Hunjan čija in univerzalnega Hunjan čija, da ukrepimo naravno vez med človekom in naravo. V notranji stopnji Hunjan temelji metoda telo in na zakonih gibanja naravnega človeškega vsakodnevnega življenja. Ta vadba uporablja za induciranje čija. Či inducira gibanje, gibanje in se integrirata. Z vadbo slehernega posamičnega giba je vedno nujno, da zavest ostane osredotočena na gib in dopušča, da se gib in docela integrirata. Pri Džanang Čigongu metoda vsakega nivoja dejavnosti zavesti temelji na zakonih narave in inherentnih zakonih dejavnosti človeškega telesa, da bi te dejavnosti ukrepila. Ne uporablja nobenih posebnih dejavnosti zavesti. Ko zavest nima posebnih namenov, se lahko inherentne življenjske dejavnosti zelo dobro integrirajo z zavestjo Kdo morda dvomi, da lahko samo osredotočenje na gib predstavlja kakršnokoli vadbo čija? Je to še vedno čigong? Odgovor je da. To je res, saj je v skladu s starimi praksami čigonga, kot tudi z načeli visokonivojskih sistemov čigonga. Vse življenjske dejavnosti človeka so sestavljene iz 2 aspektov: fizično telo in Kadar sta fizično telo in v harmoniji, integrirana v eno, je či že prisoten. V starih časih, ko so ljudje prakticirali čigong, so morali najprej vstopiti v stanje tišine. Zato obstajata 2 načina. Ne imeti misli v možganih in osredotočanje dejavnost zavesti na eno. Z moderne znanstvene perspektive lahko temu rečemo, da vstopimo v stanje tišine. V tem stanju čigonga cerebralni korteks ni niti zatrt, niti aktiven. Značilnost vstopa v stanje tišine je, da so dejavnosti cerebralnega korteksa zelo urejene. Ko je dejavnost zavesti osredotočena na eno in je brez misli, postane dejavnost cerebralnega korteksa urejena. Ko vadba čigonga doseže najvišji nivo, je bolj pomembno, da dopustimo dejavnostim zavesti da se osredotočijo na gibanje telesa. Budistični sistem vadbe zahteva, da ostanemo mirni, med hojo, ko smo doma, sedimo ali ležimo, z osredotočenim brez misli. Budistični sistem pozna zgodbo, kjer nek menih prosi najvišjega meniha za pomoč pri učenju. Vprašanje: ali menihi pridno vadijo? Odgovor: da. Vprašanje: katero metodo prakticiraš? Odgovor: jem in spim. Vprašanje:
Ali to počneš na isti način kot večina ljudi? Odgovor: ne. Ko jem, jem in poznam samo to. Ko spim, spim in poznam samo to. Večina ljudi pa ne. Ko jedo, večina ljudi rada okuša hrano in ob tem razmišlja o drugih stvareh. Ne morejo se posvetiti samo procesu jedenja ali spanja. Če lahko posvetimo nedeljeno pozornost eni dejavnosti, žvečenju hrane ali spanju, brez drugih misli, bi bila to integracija uma in fizičnega giba na eno. To je najvišji nivo vadbe. Nekateri ljudje smatrajo meditativne metode za najvišji nivo in gibalne metode za osnovni nivo. Resnica pa je, da kadar vadba qigonga doseže najvišji nivo, gibalne metode in meditacija postanejo eno in isto. Ne gre za najvišji nivo vadbe, če nekdo tišino doživi samo, ko sedi s prekriženimi nogami in se ne premika. Ko se gibanje in vedeta skladno, nedeljeno, in srce in postaneta tihi vodi, je to najvišji nivo. Džereng Qigong ne uporablja praznine ali posebnih dejavnosti zavesti. Vsebuje nedejavnost znotraj zavestne vadbe, ki je zelo preprosta in neposredna, naravnost do korenin. Tako osnovne kot najvišje stopnje vadbe so take. Kadar v vsakodnevnem življenju hodimo, sedimo, ležimo, se moramo vedno zavedati integracije zavesti uma z gibanjem fizičnega telesa. Denimo, da vzamem v roke kozarec, da bi pili vodo. Ko zagledamo kozarec z vodo in naša roka seže po kozarcu, zavest uma opazi samo kozarec vode. Ni integriran z gibom fizičnega telesa. Ko pa pogledamo kozarec in se osredotočimo zavest uma na gib roke, ki se iztegne, da bi dvignila kozarec, tedaj je fizično telo integrirano z umom. Ko sta telo in integrirana, se integrira tudi či in sočasno uporabimo fizično či in Kadarkoli počnemo karkoli, bodimo pozorni, da vadimo integracijo uma in fizičnega telesa. In naš nivo gong fuja se bo dvignil. Hun, Yuan, Ling, To.